Še enkrat lepo pozdravljeni na današnjem webinarju, kjer bomo govorili o razvoju starejših zaposlenih. Veseli smo, da ste z nami. Pozdravljam pa tudi svoje gostje trenutno, in sicer sta z nami Scene Štupar Cilj, gospa Maja Rotar, HR svetovalka, vodja HR razvoja in sicer skrbi za orodja in vsebine s področja razvoja kadrov. Maja, pozdravljena. Gospa Jana Mlačnik, ki je tudi HR svetovalka in vodja ključnih kupcev. Jana skrbi za mrežo poslovnih partnerjev znotraj Ceneta Štuparja. Cene Štupar Cilj je izvajalec projektov svetovanja za zaposlene ter Korak, kompetence za razvoj kariere, znotraj katerih pomagajo podjetjem pri kariernem razvoju starejših zaposlenih. V naši družbi pozdravljam tudi gospo Sabino Lampič, direktorica za kadre in obračun plač, ter gospo Urško Golob, HR svetovalko. Lepo pozdravljeni. Obe delujeta pri podjetju Telemach, z nami pa bosta delili svojo izkušnjo, zakaj in kako je sodelovanje znotraj teh dveh projektov pripomoglo pravzaprav k opolnomočenju prav njihovih starejših zaposlenih. Trdno verjamemo, da je razvoj zaposlenih tudi v digitalnih kompetencah, še posebej po korona epidemiji, izjemno pomembno. Zakaj pa pravzaprav tak poudarek pri starejših zaposlenih? Vemo, da nekje okrog 41. leta karierno zaspimo, v kolikor nismo vpeti v izobraževanje in razvoj. Tako tudi podjetja posledično izgubijo kapital, ki je ključen za razvoj podjetij oziroma organizacij. Številne raziskave za starejše navajajo, da veljajo prepričanja oziroma predsodki, da njihove sposobnosti z leti upadajo in imajo slabše delovne rezultate. Med delodajalci prevladuje mnenje, da so neprilagodljivi, nemotivirani in nezainteresirani za tehnološke spremembe. Izraža se nezadovoljstvo nad njihovo motivacijo in prilagodljivostjo. Naj bi imeli več zdravstvenih težav, več so odsotni. Piše pa tudi, da so zvesti, izkušeni in iznajdljivi. Odlikovala naj bi jih delavnost in lojalnost. Tako krajši uvod v našo današnjo temo. Na tej točki bi se ustavila in prišla v bistvu kar k našim gostjam. In sicer Jana, kaj od naštetega pravzaprav drži, kaj je res, kaj ni res, ali so tole predsodki o starejših? Kako pravijo vaše izkušnje, kjer se ukvarjate s starejšimi zaposlenimi? Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj, tako je s temi predsodki, obstajajo nekako individualne razlike, ne? To se pravi, ne moremo kar vseh starejših zdaj metati v isti koš, to se pravi, vsi starejši imajo te in te lastnosti in vsi predsodki veljajo zanje. Tako da vedno jih je potrebno obravnavati individualno. Zdaj, glede na naše izkušnje, jaz bom kar iz izkušenj izhajala, ker bo najlažji, pa opažamo nekako pri starejših večji strah. Strah pred izobraževanjem, pred spremembami, pred razvojem. Tako da ob tem bi mogoče še poudarila, da se mi vsakodnevno pravzaprav ukvarjamo tako ali drugačno s starejšimi, ki so pa še manj izobraženi, to pomeni, da imajo 5. stopnjo ali manj. In pa da velikokrat tudi delajo kakšna rutinska dela za tekočim trakom. To so pa potem v bistvu karakteristike, ki pa še bolj zaznamujejo to skupino starejših, in res to zahteva poseben pristop. Se pravi, Jana, kako se potem tega lotevate? Na kakšen način pristopate in vlagate v starejše? Ali zares drži, da so razlike med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi in pač pristopom k izobraževanju obeh ciljnih skupin? Ja, takole, zdaj kot prvo bi poudarila neko dolgoročnost. To pomeni, da nekako razvoj moramo planirati dolgoročno. Ne moremo pravzaprav organizirati neke delavnice ali pa nekega izobraževanja. V tem primeru bodo prišli udeleženci navdušeni iz tega izobraževanja, ampak učinki bodo prav kmalu minili. Zato je potrebno, to se pravi, res skrbno načrtovati, sistematično načrtovati razvoj, to se pravi planirati neke kontinuirane aktivnosti, ki bodo na koncu prinesle učinke. Zdaj, super je tudi to, da če je le možno, da planiramo, vsaj bom rekla, mi v okviru naših projektov, vedno predlagamo, to se pravi, kombinacijo individualnih aktivnosti, to se pravi, kakšnega individualnega svetovanja, o tem bo Maja potem več govorila, in pa kombinacija skupinskega dela izobraževanja.
Če gre za individualno svetovanje, to gre v bistvu za odnos 1 na 1 in tukaj se potem posameznik odpre, pove, se nam zaupa, ker ima varen prostor in tako naprej. Zdaj, jaz bi tukaj le še poudarila, ko gre za starejše, je zelo pomemben ta osebni razvoj. Sej, mi govorimo o zaposlenih, o starejših zaposlenih, ki se morajo pravzaprav razvijati, poklicno. Ampak zelo pomembno je tudi to, da če je le možno, namenimo tudi to se pravi, namenimo starejšim zaposlenim tudi vsebine, ki se pa dotikajo njihovega osebnega razvoja. Se spomnim lansko leto ene kadrovice, ki je rekla, oziroma ko je pred začetkom izobraževanja nagovorila starejše in je rekla, to izobraževanje je pa za vas. To v bistvu ni, da se boste samo nekaj naučili, ampak da boste sami se srečevali, razvijali in tako naprej. To se mi zdi zelo pomembno in še nekaj, tudi, šola na eni strani vzgaja, na drugi strani izobražuje. Tudi tukaj le moramo biti pravzaprav pozorni, ne samo to, da posamezniki oziroma starejši dobijo neka uporabna, konkretna znanja, ampak tudi, da smo pozorni na, te starejše zaposlene kot ljudi. Moramo vedeti, da so starejši ljudje, ki imajo izkušnje. Oni že delajo, imajo tudi življenjske pa poklicne izkušnje in iz tega moramo izhajati. Tudi ko načrtujemo neko izobraževanje, moramo imeti pred sabo to, da ti ljudje že veliko vejo in na tem je potem potrebno graditi. Ker svetovalci, pa tudi potem predavatelji smo velikokrat mlajši in ne sme priti do tega, da bomo zdaj mi tam podučevali in pametovali starejše, ki že vejo, ampak vedno je potrebno, to se pravi, izhajati iz posameznika, ga poslušati in potem Se pravi, smo pri v bistvu vseživljenjskem učenju in kako pomembno je, da se v bistvu preliva ta razvoj tako v zasebnem kot tudi v poslovnem svetu vsakega posameznika oziroma v službenem in pa predvsem, da tudi kot izobraževalci pristopamo z neko zdravo kmečko pametjo in pa predvsem, ne bom rekla ponižnje, ampak da se zavedamo tega, da človek na drugi strani tudi veliko ve. Zdaj bi pa imela vprašanje za Majo in sicer, da se dotaknemo te motivacije pri starejših zaposlenih. Maja, vi ste razvili prav posebno orodje, s katerim potem tudi lažje prodrete k izobraževanju, da je manj tega, rečemo, upora k spremembi. Motivator ste ga poimenovali. Maja, nam lahko to malce več poveš o tem orodju, zakaj se ga uporablja, na kakšen način deluje? Ja. Mogoče bi sam zaključila tvojo prejšnjo misel, pa tudi Jana tvojo, da predvsem v odnosu do kateregakoli zaposlenega, ali to mlajši ali starejši, ne smemo pristopati pokroviteljsko. Se mi zdi, da beseda prava, ja, tako omehča ta naš pristop. Mi smo se s tele malo pomislili, da je zdaj, ne vem, Sabina, Urška, po moje, da pa v letos drugo obletnico v bistvu sodelovanja že praznujemo, kar priča o tem, da je razvoj kadrov v bistvu res tek na dolge proge, se lahko k temu kasneje vrnemo. Ko smo ugotavljali, na kakšen način stopati v podjetja, pa da smo pri tem mehki pa nevsiljivi, smo v bistvu začeli razvijati eno orodje, ki mu danes mu pravimo motivator, tvorita ga pa v bistvu dva vprašalnika. Eden vprašalnik ugotavlja odzadaj, kaj so posameznikova karierna sidra, eden pa ugotavlja, kaj so njegovi motivacijski faktorji. Ampak če po domače v bistvu povem, ne gre za nikakršen test ali kakršnokoli ocenjevanje, vprašalnika pač odzadaj ugotavljata, kaj je tisto, kar je posamezniku pomembno, kaj je njemu pomembno. Medtem ko pa daje recimo kadrovski službi ali pa njegovemu vodju informacije, na kakšen način naj takega človeka motivira. Se pravi, mi smo bili vedno osredotočeni na posameznika, na tistega zaposlenega, s katerim smo delali. In že to nam je mogoče omogočilo, da smo jih nekako pridobili na našo stran, ker nas je res zanimalo v bistvu, kaj je tisto, kar je njim pomembno. Se pravi, da v bistvu vsakega posameznika navdušite nekako tudi preko motivatorja z lastno človeško radovednostjo, kakšen sem, pa niso to neke etikete, kar je odlično. Maja, tukaj še na tej točki, ko smo se pripravljali na webinar, smo rekli, da je enako kot recimo priklop oziroma servisni priklop na hiši ni enak, tudi vsak posameznik ni enak, vsakič je malce drugače. Tako, zakaj pa zagovarjate ta mehak pristop? To je ena izmed vaših ključnih prednosti pri vašem delovanju, izobraževanju odraslih. Zdaj tako,
verjetno je ena od značilnosti, če se zelo stereotipno zdaj izrazim, da starejši, ki si, mogoče si mečkam bolj okostenel, šola je že nekaj časa nazaj, vendarle je naša ciljna skupina, niso visoko izobraženi, in jaz se spomnim, ko smo v Telemach vstopali, pa ko smo začeli v bistvu 1-na-1 delati s posamezniki in so videli cene Štupara, obstajamo že 60 let, nam je skoraj da vsak ta drug tehnik, s katerim smo delali, rekel, jaz sem mislil, da bom mogel spet v šolo. Ja. In tako, kot si rekla, servis hiše, včasih je treba streho popraviti, včasih pa zamaka v kleti, ubiramo v bistvu iste pristope. In ko so ugotovili, da ne boste treba v nikakršno šolo pač upisati, da smo tam v resnici zaradi njih, da Telemach se je pa res odločil, da po tolikih letih je pa čas, da začne v kleti v bistvu delati, so zelo pozitivno sprejeli. Pa moram reči, da smo delali samimi moškimi, starejši med 45, pa večina starejših od 50, kar je mogoče že z tega vidika ne bil strah za ene pa druge strani, ampak ko so videli, da v bistvu delamo to v resnici za njih, so se pač zmehčali. Mogoče Bojan, če se nam bo kasneje pridružil, kaj več povedal, ali pa punce, ampak načeloma smo s tem nekim res mehkim pristopom, res tem pristopom, tukaj smo danes zaradi vas, ustvarjali smo nek varen prostor, se mi zdi, da pridobili jih na našo stran. Ja, upam, da Jana zares dobimo, ker je mlajši vodja med starejšimi in bi bilo zelo zanimivo slišati ta njegov pogled. Sabina in Urška, kdaj pa zakaj pravzaprav ste se odločili oziroma zaznali to potrebo po razvoju starejših zaposlenih, sploh teh nižje izobraženih, nekatera podjetja se temu zelo izogibajo. Kaj je bil pri vas ta trigger, da ste pričeli z delom? Pozdravljeni, Sabina, na tej strani. Jaz bi v bistvu takole začela. Dejansko v bistvu pri nas smo že nekaj let nazaj ugotovili, da je pač ta kadrovski razvoj zelo pomemben. Žal sreči se premikamo s svetlobno hitrostjo, saj smo v telekomunikacijah. Kar se pa v bistvu začelo pojavljati, je pa to, da smo ugotovili, da imamo ogromen tehnično, tako kot je Maja rekla, že podkodovanega kadra, ki je z nami že v bistvu od začetka obstoja Telemacha, nekateri tudi 20 in več let. Gre predvsem za tehničen kader, ki poznajo mrežo do vsake pike in do vsakih omaric in do vsakega v bistvu signala, ko pride v hišo. Ko nekako je prišel čas, da so se nekateri zaposleni tudi pač pri nas po teh letih začeli upokojevati, se zaslužili pač svoj čas, v bistvu nekako smo ugotovili, da v bistvu tudi ta znanje začel odhajati iz podjetja. Zato nekako smo naredili kadrovsko strategijo, kako v bistvu se bomo tega lotili in naredili nek bazen v bistvu tega znanja, ki bo ostal v bistvu pri nas tudi med mladimi. V bistvu nekako 15% je naš ta delež teh zaposlenih, od tega predstavlja v bistvu večina moških, kot je že Maja ugotovila na samih v bistvu teh srečanih projektnih, ki smo jih imeli. Tako da dejansko smo naredili potem skupaj s Senatom Štuparjem neko projektno skupino, zbrali te naše mentorje in v bistvu zbrali vsa ta znanja, ki jih bo lahko prenašali na naše mlajše sodelavce. Seveda, zdaj se nam pojavljajo tudi mlajši od 20 let, to se pravi, pridejo direktno iz šole, tako da v bistvu ta prenos znanja je pri nas zelo, zelo pomemben. Tako da to je to, Velika večina podjetij ima ravno s tem težave in čestitke, da ste se v bistvu zavedali, da je potrebno to znanje posneti in prenašati na mlajše generacije, ker nekaterim podjetjem se enostavno zgodi, da določen del znanja pravzaprav z podjetja izgine in se šele kasneje zavejo, da je to potem zelo težko nekako pridobiti nazaj. Morda na tej točki, preden se podam k Maji, kako so pa vaši pravzaprav starejši zaposleni sprejeli to? Ali bilo to navdušenje, ali je bil upor, tako kot vsi imamo pred nekimi spremembami upor? Kako je to potekalo pri vas? V bistvu z nekim strahom najprej, dejansko, tako da potem pa bom rekla, v bistvu vsako srečanje, ki je sledilo, so postajali bolj odprti, bolj v bistvu željni vsega tega prenosa znanja. Na koncu v bistvu smo res naredili neko tako lepo zgodbo v bistvu in tudi popisali v bistvu kar nekaj v bistvu aktivnosti, procesov,
ki jih v bistvu zdaj že dejansko prenašamo tudi na mlajše zaposlene. Tudi ti mentorje, v bistvu starejše zdaj, v bistvu dajemo mentorstvo mlajšim, to se pravi, ko pride na delovno mesto, gre pač z usposabljanje in v bistvu potem tudi dobi starejšega mentorja, kateri v bistvu mu sledi, pomaga in v bistvu prenaša ta znanje. Tako da dejansko se je izkazala res za zelo, zelo, zelo dobro odločitev, da v bistvu smo se lotili tega tako na globok, bom rekla, v mikro. Odlično. Tukaj samo eno mini podvprašanje, Urška, pa potem zadržite misel, kako pa sprejemajo mladi vaše starejše mentore? Kakšni so odnosi? So v redu? Ali je to tako, kaj ti starina boš pa ti zdaj meni razlagal, jaz pa itak sem rojen s telefonom v roki, ravno glede na to, da ste tudi v tej industriji. Kako pa to sodelovanje poteka? Urška, pa se potem vrnemo na vas nazaj. Bom rekla, da ljudje smo si različni, tako da v bistvu nekateri v bistvu to so željni sprejemati, nekateri malo manj. Ampak nekako na koncu se potem ugotovi, da v bistvu dejansko, če znanje nimaš, da ga v bistvu potrebuješ, da vsak prej poslej zapade v to, da v bistvu se sprijazne, da mu bo to prej koristilo, kakor škodilo. Tako da nimamo nekih večjih težav. Tudi te mentorje, ki smo zbrali, so zelo topli, zelo pripravljeni v bistvu deliti svoje znanje, tako da v bistvu se ne soočamo tle z nekimi večjimi težavami, ker v bistvu dejansko delamo pa vsak dan v bistvu na temu, na razvoju, se učimo, dodajamo nove stvari, neke pomanjkljivosti mogoče, ki smo jih imeli, tako da v bistvu osvežujemo v bistvu z dneva v dan naše izkušnje in jih prenašamo dalje. Nadgrajujete, super. Urška, nekaj si želela dopolniti, prosim, upam, da ti nisem niti pretrgala. Ne, nikakor ne. Jaz sem samo želela nekako Sabininu stavku dodati, kad smo se prej pogovarjali o motivatorju, ga omenili. Moram reči, da to je bil pač nek tak ključen moment, kjer je Cene Štupar vzpostavil ta nek mehek pristop, in ta ključen moment je bil ravno to, da so zaposleni prešli od razmišljanja, zdaj bom šel pa v šolo, do tega, da dejansko to počnemo nekaj zaradi njih in za njih. V bistvu pravzaprav v tem počutili pomembne. Tudi to je v bistvu eden izmed takih ključnih faktorjev na koncu, ko so potem po zaključku spoznali, da se jih posluša in da v bistvu dejansko, da cenimo njihovo v bistvu vrednost, zavzetost in pripadnost podjetju. Odlično. Prej smo že omenili vmes, da ste imeli delovne skupine. Najprej bi tukaj Majo. Posebno obliko ste izoblikovali in ravno iz tega ven je prišla, iz tega mehkega pristopa, v bistvu fleksibilnega pristopa, da se pač vsakemu podjetju posvetite pravzaprav čisto tailor-made, če se lahko stujko izrazim, oziroma ukrojite, pomerite vaš pristop. Zakaj se pri teh delovnih skupinah pravzaprav gre, zakaj so bile oblikovane, zakaj to niso bila klasična predavanja? Maja, morda najprej ti. Zdaj, tisti HR-ovci moramo velikrat kakšno stvar znati zapakirati, malo drugače, pa je pa lahko slika čisto na glavo obrnjena, ampak vsem pozitivno sprejeta. Mislim, predvsem smo v bistvu temu rekli delovna skupina zato, da se pač izognemo temu terminu izobraževanje, ki ima lahko že a priori neko negativno konotacijo. Smo se pogovarjali, kako je pa zdaj v bistvu naredili naslednji korak, še po motivatorju, in držali to motivacijo, pa še vsem pač to ledeno goro počasi talili, smo rekli, dajmo temu reči delovna skupina, dajmo v bistvu mi neko vsebino te delovne skupine sokreirati. In tudi predavateljica, ki jih je imela, je v bistvu na zelo pač počasen način, po korakih, talila majčkeno tega odpora in dejansko so pol, to, kar je Sabina že prej omenila, iz tega procesa nastali dejansko neki dokumenti, ki se danes vpeljujejo v prakso, ki so v resnici strateški, in vsi ti ljudje so to sokreirali. Kako težo to v resnici ima, kolikrat se ne zavedajo, kaj vse imajo, kakšen bazen znanja so v resnici. In dejansko smo temu tako pristopili. To je delovna skupina, zdaj bomo nekaj skupaj počeli. In potem smo na mehak način vpeljali v bistvu tudi neke izobraževalne vsebine noter. Pa ne, da bi bili pri tem pokroviteljski.
Vsako izobraževanje mora biti tako, da tudi udeleženci so kreirajo. Sej vendarle oni najbolj vejo, kako je na terenu. Ne bomo zdaj mi prišli noter, pa bom zdaj jaz nekoga učila, kako pa zdaj stranko komunicirati. Lahko mu dam neke vzvode, ampak pričakujem pa pol tudi v zameno neke njihove izkušnje, ki jih pa vendarle imajo. Odlično. Se pravi, potem Sabina in Urška, lahko iz tega sklepamo, da z teh delovnih skupin, ko so nastali ti dokumenti, se je praktično razvilo mentorstvo, onboarding, delno imate iz tega pokrito, tako da ste v bistvu ogromno stvari iz enega izobraževanja izpeljali, če pravilno razumem. Da, in to konkretnih stvari. To pomeni, da so to nekako postavljeni temelji za uvajanje, tako kot ste rekli, onboarding oziroma uvajanje novo zaposlenih. Pa ne samo to, poleg tega je za nas tudi en tak temeljni učinek tega usposabljanja bil tudi to, da smo nekako podrli ta zid, ta strah pred izobraževanjem, da je na koncu ratala tudi ena taka homogena skupina, ki je dejansko vprašala, kdaj bomo še imeli zdaj kakšno skupino. To je bil v bistvu nekak tak posredni učinek, smo ga se zelo razveselili. In odprlo nam je seveda temelje zdaj za nadaljnje izobraževanje. In vam je dejansko v bistvu uspelo vpeljati vsa ta znanja v procese, da ni to znanje nekje ostalo zunaj, super, smo navdušeni 3 tedne, potem pa pač pademo v stare vzorce. To mora biti namenka drugače. Krasno. Če lahko sam tukaj vskočim, da mene tukaj všeč, da smo šli počasa, da se je tudi Telemark odločil, da je to pač nek tek na dolge proge, da se gre pač po korakih, ker veliko podjetij, ki jih poznamo, bi kar poslala. Zdaj pošljajo svoje zaposlene v delavnico in potem pričakujejo neke tektonske premike v resnici. Zdaj pa bodite drugačni, spremenite način komunikacije. Tukaj se mi zdi, da pa iz strani Telemarka bilo neko zavedanje, da so to pač neki mikrokoraki. In tako bi vedno mogel v resnici izgledati razvoj zaposlenih. Pač gledati v bistvu dolgoročne cilje. Tek na dolge proge. Tako lahko v bistvu naredimo res ključne premike, kar se je tudi izkazalo pri vas. Sabina in Urška, eno vprašanje. Najtežje je v bistvu kadrovski službi opravičiti stroške in prepričati upravo, lastnike, direktorje, da vložijo oziroma da vlagamo v svoje zaposlene, bodisi v času, tudi lahko, če so brezplačne delavnice, še vedno je čas namenjen. Kako je to vam uspelo? Sreč se lahko pohvalim zelo dobrim vodstvom, zelo odprtim vodstvom, v bistvu s posluhom za razvoj naših zaposlenih. Ogromno vlagamo v naše zaposlene, ogromno v bistvu namenjamo in pač nekega časa in tudi denarja na koncu. Tako da v bistvu pri nas, bom rekla tako, seveda, ne bom rekla, da ni problem denar, ampak dejansko, če predstaviš zadevo na način, da je to pomembno za nas in da je to pač pomemben za naš razvoj, potem seveda pač stroški niso problem. Definitivno nam je pa vsekakor prišlo prav tudi, da smo lahko to skombinirali s Cenetom, in tudi dobili v bistvu nek del še brezplačen v tem delu, tako da smo super zaključili 2019, tako da zdaj pa 2020, se je mečkar ustavil, ampak bomo zdaj šli tudi v bistvu z razvojem naprej, tako da v tem času. Mogoče na tej točki, če se dotaknemo v bistvu korona časa in te naše epidemije, kjer smo šli vsi online, tudi mi se danes pogovarjamo v webinarju, nismo v živo na okrogli mizi. Kakšne so vaše izkušnje? Ste v tem času izobraževali preko spleta svoje zaposlene? Kako so to sprejeli, predvsem starejši? Mogoče tudi tukaj kakšen nasvet za vse ostale? Na kakšne bariere ste mogoče naleteli? Ali je bilo to sprejeto okej? Mi, glede na to, da smo pač telekomunikacijsko podjetje, pač se moramo tle tudi malo pohvaliti, da dejansko vsi naši zaposleni dosti sledijo tem trendom. Tako da mogoče le smo imeli malo manjšo bariero, kakor kako drugo podjetje. V tem času smo ogromno naredili enih webinarjev za naše zaposlene, tako da smo jih sproti skušali nekako vključiti, da smo bili blizu, kljub temu, da smo bili daleč. Zdaj starejši nismo zaznali, da bi imeli kakšne posebne izzive glede tega, tako kot sem rekla, smo telekomunikacijsko podjetje. Smo pa dejansko ugotovili, da smo se vsi skupaj veliko naučili, mladi ali stari, in da smo zdaj veliko bolj vsi domači s temi online zadevami, kakor smo bili mogoče pred začetkom časa.
Ja, včasih bi 3 dni trajale priprave na webinar, zdaj imaš še pol ure, vse pripravljeno in akcija. Jana, mogoče še vaš pogled s Ceneta Štuparja, kjer ste sodelovali tudi z drugimi podjetji v tem korona času, kako je bilo pa pri vas? Telekomunikacije vemo, da so zelo močne na tem področju. Kaj pa izkušnje z drugimi podjetji? Ja, glede, bom rekla, izvajanja online svetovanj imamo mi zelo dobre izkušnje. Moram reči, da v bistvu v času samoizolacije smo nemoteno izvajali svetovanja, ampak online, kjer so bili naši udeleženci tudi starejši in so brez problema, bom rekla, rokovali se z IKT tehnologijo. Podjetja, bom rekla, so bila mogoče v začetku malo skeptična, so rekli, dajmo raje počakati na čas, ko bomo spet izvajali osebno in tako naprej. Tako da moram reči, pa da v bistvu so bili pozitivni učinki, tako kot sta rekla že Sabina in pa Urška, no, tako da zdaj pa kar podjetja prepoznavajo tudi to možnost, online svetovanja, ker je pravzaprav hitreje, manj časa se porabi na koncu tudi denarja, no. Zdaj, kar se pa tiče online izobraževanj, bi pa nekako priporočali, oziroma so naše izkušnje v kombinaciji. To se pravi, da nekaj je osebno v učilnici, tako da se tudi gradi, bom rekla, ta odnos med izvajalcem in pa med samimi udeleženci, nekaj je pa lahko tudi online. Super, se pravi neka kombinirana metoda obeh orodij, da se v bistvu maksimizira tudi prihranek časa. Če se vrnemo v bistvu k vašemu sodelovanju, kakšni so bili rezultati projekta, se pravi, ki ste ga izvedli, teh delavnic, kakšne novice ste dobili v zaposlene, kakšen feedback lahko potem ponudite iz tega projekta, se pravi tudi vodstvu, kadrovski službi, pa morda Jana, ti pa se bomo potem k Sabini in Urški obrnili, da dobimo v bistvu oba vpogleda. Kakšni so bili rezultati? To nas vedno zanima. Ja, tako kot so že povedali sogovornice, mi smo pravzaprav že, ko smo imeli sama svetovanja in smo malo spraševali, na katerem področju bi se pravzaprav zaposleni razvijali, so vsi povedali, da imajo izkušnje, imajo znanje s področja, kako delati s strankami, Tako da smo takoj dobili nek, bom rekla, alarm, smo rekli, pa to pa ne bo treba mečkam drugače zapeljati, tako da smo seveda potem oblikovali z Telemachom pač delovno skupino, ki bo pripravljala protokole za delo s strankami. Tako da rezultat je bil sigurno, pravzaprav so bili dokumenti, kako delati s strankami. Zdaj, dobro, to je, bom rekla, nek rezultat, ki ga lahko pokažemo. Jaz mislim pa tudi, da se bosta Sabina in Urška strinjala, da je pa zelo velik tisti rezultat, ki ga pa težko zmerimo. To je pa tisto, kar se zgodi v zaposlenih. To je, bom rekla, to je pa potem premik. Zdaj ti zaposleni so bili slišani, poslušali smo jih, spoštovali, upoštevalo se je njihove izkušnje, na njih se je gradilo. In to se mi zdi pa tisto, kar da potem tisto piko na i, to se pravi posameznike, slišanje, spoštovanje. In tlele se potem zgodijo premiki, na neki osebni ravni. Jaz se spomnim, ko je bilo februarja to zaključno v bistvu srečanje, evalvacijsko srečanje, ko je pač Jan nagovoril te zaposlene, kako je zelo ponosen na njih in tako, in jaz sem v zaposlenih videla res tudi v njih ponosa, koliko doprinesejo podjetju, kaj so zgradili, kaj jim je uspelo in tako, to mislim, da je rezultat, ne samo, da se nekaj ustvari, kar se lahko vidi, rezultat je nekaj, kako se ti ljudje, bom rekla, spreminjajo, sprememba v ljudeh in razvoj v ljudeh. Sandra, če dovoliš, jaz priznam, da sem vmes Janu, ki je direktor tehnične operative na Telemachu, pisala, kje si, kaj se dogaja, kaj bi danes mogel biti z nami. Pravi, da ima cel zlom računalniški IKT, skratka, da se opravičuje, da ga najprej opravičam. Pa sem ga vseeno vprašala po SMS-u, je kaj takega, kar želiš mogoče sporočiti, pa se zelo navezuje na to, kar je pač Jana rekla, poleg tega, da nas je pohvalil, da je bilo sodelovanje nad pričakovanji, je takole napisal, pa bom kar prebrala, če mi dovolite, da smo na koncu dobili knjigo, katero sedaj ima vsak zaposleni, da imamo kompas obrnjen v isto smer. Pa tako, še enkrat opravičilo za sestanka. Evo, tako malo sem skočila noter vmes, ker se mi zdi Jan zelo pomemben člen, v bistvu med nami kadrovsko, in tistimi zaposlenimi. Takole, evo. Odlično. Sabina in Urška, kako ste vi to doživljali, kakšne uvide ste pa vi dobili
pa lahko potem gradili iz tega naprej še dodatno. Slišali smo, da je pač nastal ta priročnik, mentorstvo in tako naprej. Kaj pa glede vsakega posameznika? Ja, nam je bila v bistvu čudovita povratna informacija že začetek, se pravi ti motivatorji in karierno sidro. To je bilo strani HR, recimo zelo dobrodošlo, predvsem tudi Jan je bil takrat dosti nov vodja, ne? In to nam je v bistvu pomagalo narediti neko strategijo, kako te zaposlene poleg tega razvijati naprej še na drugih določenih področjih. Bi je pa tako, kot sem mogoče prej omenila, tudi premik neke bariere. Tudi mi v kadrovski nas je bilo malo strah, kako bodo zdaj zaposleni doživljali to, ker če izobraževanje ne bi šlo tako dobro, kot je šlo, pa sami veste, da se to zelo hitro širi med ljudmi in bi potem zelo težko organizirali še eno skupino. Tako da nam je bila tudi to povratna informacija, da smo na pravi poti, da smo izbrali prave izvajalce in da očitno ta razvoj, ki ga nekako razvijamo, kakorkoli, je v pravi smeri. Odlično. Morda, Sabina, še kakšna misel? Pa mislim, da je kar vse zajela, no, ne bi ponavljala. Krasno. Jaz bi na tej točki pozvala naše udeležence webinarja, vkolikor imajo kakšno vprašanje, da ga lahko postavijo, da bomo lahko v tem času še odgovorili, kajti naš čas se počasi izteka, nekje 10 minut bomo še skupaj. In morda na tej točki nasveti ostalim kadrovskim službam, danes imamo sigurno veliko gostov iz kadrovskih služb, pa morda lahko začnemo pri vas, Sabina in Urška. Kaj bi svetovali ostalim kolegom v podjetjih, če se bodo šele lotevali, nekateri bodo mogli začeti, se pravi, prvič bodo to uvajali, tako kot ste vi 2 leti nazaj. Vaši nasveti, morda, kako se tega lotiti? Mislim, mi smo nekako prišli do enega zaključka, da v bistvu to sploh ni več vprašanje na nek način, ampak je v bistvu nuja ratala, ne? Se vsi v bistvu zavedamo tega, da se populacija stara in da dejansko bomo imeli izzive vsi v prihodnosti. Druga stvar, ki je dejansko, da si je treba narediti neko strategijo, v bistvu, kako se tega lotiti in se zavedati to, da to ni tek na kratke proge, tako kot smo danes govorili, ampak na dolge proge. V bistvu to je tak moj kratek zaključek tega. Urška? Morda kakšna misel v to smer? V bistvu je to, da glede na to, da veliko govorimo o sreči na delovnem mestu in veliko se ukvarjamo z srečnimi zaposlenimi, bi rekla, da je nekako ta osmiselnost tega, kar počnemo, predvsem pri starejših, včasih se jim zdi mogoče malo vprašljiva, glede na to se vse zelo hitro odvija, tudi v telekomunikacijah, svet se spremeni v enem letu, da je mogoče to neka naložba v srečo teh zaposlenih, da mogoče se bi malo kasneje upokojevali, da bi to svoje znanje, vrednote lahko širili na mlajšo generacijo do zaslužene upokojitve. In vam je to pravzaprav uspelo ravno z mentorstvom, v katerem najdejo smisel, da se počutijo koristne, da niso odveč in tako naprej, kar vam je uspelo odlično zintegrirati, tako da čestitke. Kar kurjo polt imam. V bistvu ta vrednota, da jim daš to vrednost, v bistvu, da imajo, to smo zdaj pač ugotovili in ko so oni v bistvu enkrat čutijo vredni na nek način in srečni, zavzeti itak že vemo, da so, potem pač stvari res grejo v bistvu lahko naprej, tako smutli, kako bi rekel človek. Tako. In se to potem prepleta in se tudi odraža na kulturi podjetja in pravzaprav na koncu tudi, če smo lahko zelo grobi, tudi na dobičku, na vsem teh stvarih. In lažje se spoprijemamo s takimi nenavadnimi situacijami, pravzaprav tudi kot je bila korona. Vi ste bili sigurno bolj opremljeni kot marsikatero podjetje, ki je na tem pravočasno začelo delovati. Se pravi, še v bistvu misli Jane in Maje na to temo, kako bi vi svetovali, kaj bi svetovali kadrovskim kolegom, zakaj naj vas pokličejo? Mislim, da imamo sicer še eno vprašanje, vsaj meni se je pokazalo. Joj, se opravičujem, tako. Morda preden to začnemo, se pravi, gospa Ema, hvala za odlične izkušnje, predlog, da ta webinar oziroma njegove vsebine delite dalje. Vprašanje gospe Maje, povprečna stopnja izobrazbe vaših mentorjev, glede na to, da ste IT podjetje, sicer pa iskrene čestitke za koncept in izpeljavo. Tako, vprašanje za Telemach. Povprečna stopnja izobrazbe vaših mentorjev.
Je okrog 50 let. Pa stopnja izobrazbe? Ja, je pa 5. stopnja. Jo, 5. stopnja, tako se pravi tehniki, praktiki. Tako. Kar pogumno, če ima še kdo kakšno vprašanje, hvala gospe Emi za tole. Sedaj pa se vračamo k Maji in Jani, vajni nasveti kadrovskim službam, kje začeti, zakaj začeti, rekli smo, da je to nuja, kako se tega lotiti? Ja, saj sta Sabina pa Urška že tako lepo v bistvu povzeli, no. Moram tudi poudariti, da so na Telemachu lahko tudi srečni, da imajo tako srčno kadrovsko službo, to se kar čuti v resnici, ne. O tem, kako so, in jaz res verjamem iz srca, ne, tudi jaz dobim kurjo polt, da oni smatrajo, da so te zaposleni pač res vredni tega, ne, kar se je pač v njih vlagali in da to bo nek doprinos, ne. Jaz bi samo mogoče svetovala veliko potrpežljivosti, pri vpeljevanju pač takih, absolutno strategija, to, kar je Sabina že pač prej omenila, pa veliko mero potrpežljivosti, pa svetovala bi tudi tistim podjetjem, ki nimajo mogoče svoje lastne kadrovske službe. Se staramo, kot prebivalci, se pravi, da se stara v bistvu delovna sila, s tem se bomo mogli sprijazniti, nismo kreirali toliko otrok, da bi lahko pol vstopali na trg delovne sile, torej bo treba se ukvarjati s temi, ki smo starejši, se pravi, povprečen Slovenec se je pa 41. letu, a to izhaja še iz preteklosti, že kar z eno nogo v bistvu poslavlja od službe in že razmišlja o penzionu, pa si predstavljate, koliko je to, koliko enega 41-letnika čaka še delovne dobe, no, tako da definitivno stvar, s katero se je treba ukvarjati in prilagajati delovna mesta, Tako. Mogoče sem še dodala, če smem. Kar izvoli. Mogoče sem še toliko, da zdaj govorimo o razvoju in vse dolgoročno, koliko let se porabi, zdaj mogoče, da se ne ustrašimo, treba je začeti pri malenkostih, no. Tako, to se mi zdi zelo pomembno, majhne stvari prinesejo na koncu pač velike korake. To se mi zdi ena taka stvar, ki je zelo pomembna, ko se lotimo razvoja. Pa še mogoče glede motivacije, no. Glede na naše izkušnje je včasih super, da podjetje, ko se odloča za nek razvoj, vztraja pri tem. Mi smo imeli nedolgo nazaj, pravzaprav, ko smo začeli tudi z enim podjetjem, en dan pred izobraževanjem, en kup, bom rekla, nekih izgovorov, zakaj zdaj kdo ne bi šel, pa tako temu botruje strah. Tako da potem kadrovska služba v tem podjetju je res vztrajala in je rekla, ne, tako smo se odločili, tak je naš namen in so potem vsi, ko so prišli enkrat v izobraževanje, bili zelo, zelo zadovoljni. Tlele, ko pridejo enkrat k nam zaposleni, jih mi že znamo, bom rekla, tako zmotivirati in nekako pridobiti, da se pravzaprav stopi ta nek oklep in strah in tako naprej, no. Tako da je pa super, če podjetje pravzaprav vztraja pri tem, tako da potem pridejo zaposleni, bom rekla, k nam, no, oziroma ali pa v neko, bom rekla, nek sistem izobraževanja. Se pravi, v bistvu, če sklenemo, kadrovska služba, to se je izkazalo, seveda pri Telemachu, srčne kadrovice, ki vedo, kaj morajo narediti, nekje začeti. Zelo pomembno, kar smo tudi danes že poudarili, posluh vodstva. Vemo, da če vodstvo nima posluha, zelo težko kadrovska služba oziroma osebe, ki v njej delujejo, karkoli uvedejo. To je tek na dolge proge in nekje morate začeti. In v bistvu svetovalci na Cenetu Štuparju vedno prilagodijo pristop in vas tudi dodobra spoznajo in na to potem tudi začnejo vpeljevati spremembe. Drage dame, še sklepne misli, preden z Jano dava še čisto na koncu informacije o dostopnosti svetovalcev. Morda samo še eno. Se pravi, gospa Ema je dodala še to, da so na splošno težave ljudje z nižjo stopnjo izobrazbe in z mnogo manj izkušnjami z digitalno tehnologijo. To sicer delno je res, absolutno. Jaz sama pa poznam primer, ki bo v bistvu tudi zelo Telemachu podoben Deutsche Telekom, seveda ponovno IKT, tako da imajo enako izkušnjo kot vi, tako da so zelo razvili. Morda pri teh podjetjih ostalih predvsem najprej to razumevanje, kje se lotiti, pa morda bolj analogno, pa potem prestaviti na digitalno, seveda počasi smo rekli po korakih. Drage moje dame, preden zaključimo, Sabina, Urška, morda še kakšna sklepna misel, zares hvala za te vaše izkušnje, mislim, da smo vsi ponosni, res, kar vam je uspelo, je čudovito. Morda čisto za konec še vajna misel.
Jaz bi dodala to, da je treba vztrajati, no? Da tudi, če posluhu vodstva nimaš, dejansko nekako moraš predstaviti zgodbo tako, da bojo razumeli in da dejansko v bistvu tako, kot smo gotovili, v bistvu tudi na nek način tudi v bistvu brezplačno lahko v bistvu ponujaš v bistvu razvoj svojim zaposlenim, kljub temu, da ima mogoče podjetje, ne vem, finančne težave ali karkoli. V glavnem, ustrajati. Tudi mi smo imeli v bistvu v preteklosti malo slabše izkušnje, v bistvu s posluhom vodstva, sreč zdaj nimamo več, ampak smo bile ustrajne, motivirane in pač gremo naprej. To je to. Odlična, srečna. Urška, morda še? Jaz bi se samo rada zahvalila, no, tudi v bistvu pri vsaki poti, tudi na teku, na dolge proge rabiš enega dobrega sopotnika na tej poti, a ne? In v Cenetu Štupari smo našli tega sopotnika, mogoče tudi ustrajnega ali pa bom rekla potrpežljivega, ker tudi mi nismo v vsakem trenutku vedeli točno, v katero smer bi zdaj šli, no. In moram reči, da so bili zelo razumljivi in odličen sopotnik na tej progi, ki se še nadaljuje. Odlično, hvala lepa. Morda pa sedaj še Jana, midve na kratko. Katere so brezplačne možnosti, ki jih podjetja lahko v okviru obeh projektov koristijo? Ja, zdaj v našem zavodu že vrsto let pravzaprav izvajamo storitve in pa izobraževanje za podjetja. Jaz bi pa zdaj predstavila res eno tako, bom rekla, čudovito možnost, no, ko lahko pravzaprav določene storitve podjetja oziroma zaposleni koristijo brezplačno. Gre za dva projekta, ki sta financirana iz Evropskega socialnega sklada in pa našega matičnega ministrstva, to je Ministrstvo za izobraževanje. Prvi projekt je projekt svetovanja za zaposlene. V okviru tega projekta, to se pravi, lahko nudimo podjetju individualna svetovanja oziroma tako, kot je Maja omenila, orodje motivator, to se pravi, gre za neko online testiranje, mi pripravimo individualna poročila, sledijo individualne povratne informacije vsakemu zaposlenemu. To je v bistvu ta projekt svetovanja za zaposlene. Zdaj, drug projekt je pa Korak, kompetence za razvoj kariere. V okviru tega projekta pa za podjetja oziroma za zaposlene v podjetju nudimo 40-60-urne programe z področja razvoja mehkih veščin, razvoja jezikovnih kompetenc in pa digitalne kompetence. Zdaj, oba projekta sta prednostno, danes govorimo o starejših, a ne namenjena sicer starejšim zaposlenim, oziroma projekt svetovanja zaposlenim nekako ima malo več manevrskega prostora, to se pravi, lahko se vključi ali starejši, ali tak, ki ima 5. stopnjo izobrazbe ali manj, ali spada v drugo ranljivo skupino. Nekaj prostora je pa tudi za, bom rekla, tiste, ki ne ustrezajo tem, bom rekla, skupinam. Medtem ko pa v izobraževanju oziroma v tem projektu Korak, tukaj pa naj bi bila vsaj večina starejših. Jaz bi tako predlagala, zdaj to mogoče malo zakomplicirano zveni, tisti, ki pač je zainteresiran, a ne, da se mogoče srečamo in pogledamo konkretne podatke, glede na izobrazbo, glede na starost in vidimo, kako glede na naše kazalnike projekta, koga lahko vključimo v naš projekt. Tako da, vabljeni. Odlično, Jana, hvala lepa. Še nekaj misli oziroma eno vprašanje. To vprašanje bo za podjetje Telemach. Ali lahko še podatek v odstotku, v kakšnem odstotku sta bila ESS sredstva oziroma kako je bilo to plačljivo in pa ta brezplačni del, Sabina in Urška, če morda lahko komentirate tudi to? Mislim, da bo Maja znala tle bolj odgovoriti v tem delu, kakor mi. Aha, dobro, hvala. Jana je že omenila oba projekta, se pravi ta svetovalni proces, kot prva faza, s katero smo vstopili v podjetje, pa dve izobraževanji, smo pokrili v celoti v bistvu iz teh projektov, ki jih je prej navedla Jana. Zdaj pa v drugi fazi pa nadaljujemo v bistvu z analizo ključnih kompetenc, postavitvijo mentorskega sistema, kar pa bo v bistvu tržna investicija strani Telemacha. Tako da mogoče ne bomo dajali vtis, da pa je vse brezplačno ali pa jaz besede za slovitek ne maram, vendarle je časovna investicija, da lahko gospe Perme pač odgovorim, da ena faza, v bistvu prva je bila pokrita strani projektov, druga faza bo pa zdaj v bistvu tržno izvedena.
Še eno vprašanje strani gospe Tončke Lesjak. Ali se lahko v brezplačna izobraževanja vključimo tudi vodilni starejši v manjših podjetjih? Jana, Maja, to je vprašanje za vaju. Tako, ja, mi smo pravzaprav, to se pravi, če gre za podjetja, kjer imajo, to se pravi, 12 do 15 zaposlenih, ki ustrezajo kriteriju, to se pravi, da so starejši, potem izobraževanje prilagodimo podjetju in njihovim potrebam. To se pravi, če podjetje zbere to skupino, lahko seveda izvedemo prav za podjetje. Zdaj pa, če ima pa tam 3-4 zaposlene, potem pa je težje, razen če pravzaprav tukaj na Cene Štupar je odvisno tudi, to je komunikacija z vodjo projekta, če naredimo neko izobraževanje, kamor se pa lahko vključijo individualni zaposleni. Tako, gospa Lesjak pravi, da imajo 5 zaposlenih, mislim, da je pravkar dobila odgovor na to vprašanje. Za svetovanje pa pač tudi lahko, se pa gospa obrne. Na nas pa naredimo eno kombinacijo lahko. Jaz tudi predlagam, da se gospa obrne na nas in pogledamo pravzaprav možnosti. Vedno se je najlažje pravzaprav pogovarjati potem konkretno. Tako, odlično. Hvala lepa. Prišli smo k koncu, naš čas je potekal in sicer bi jaz morda v 5 točk strnila, kar smo se danes pogovarjali in kar sem tudi jaz slišala in se mi zdi zelo pomembno, da ponovimo. Morda prvo, kar smo tudi na koncu ugotovili, da je potrebno govoriti jezik svojih zaposlenih, se pravi, da nismo preveč strokovni, da se znamo in približati. Da je zelo pomembno, da so naši zaposleni slišani in cenjeni, tako tudi lahko uvajamo spremembo. Da je izobraževanje vseživljenjsko, seveda tek na dolge proge. Pričnemo nekje in smo potem tudi vztrajni, da ne odnehamo prehitro in pa pravzaprav tako na ta način osmislimo delo vsakega posameznika znotraj našega podjetja. Najlepša hvala našim gostjam. Ukolikor ima še morda katera karkoli za dodati, je zdaj čas, še zadnji zaključni stavek. Preden se poslovimo. Jaz bi se sam lepo zahvalila v bistvu za povabilo in v bistvu za celotno sodelovanje s Cenetom. Krasno, hvala lepa. V redu. Pa samo rekla, da majhni koraki štejejo. Vsak majhen korak, na koncu pa pridemo do čudovitih rezultatov lahko, tako da kar pogumno. Tako, in tudi sam projekt se imenuje Korak. Tako, hvala lepa tudi vsem ostalim, ki ste bili z nami, hvala lepa za vaše vprašanja. Upamo, da smo vam na ta način uspeli približati način sodelovanja, katerega lahko tudi sami izkoristite. Da boste to lahko naredili, vam bomo v kratkem poslali elektronsko sporočilo vsem prijavljenim našim udeležencem, da boste imeli tudi informacije, kje poiščete Jano in Majo in se boste lahko potem tudi osebno dogovorili za razvoj vaših zaposlenih. Hvala lepa, želimo vam vse dobro, predvsem pa ostanite zdravi in pa uspešni v teh časih. Najlepša hvala vsem. Hvala lepa. Nasvidenje. Srečno.